Zdaj pa predstavljam naslednjo legendo. To je kolegica Tatjana Zagorc, doktorica biotehnologije, živilka z dušo in telesom. Tako. V bistvu zdaj po 20-letnim stažem skoraj postavljanja, bom rekel, interesnega zastopstva kmetijskih podjetij in živilstva, kjer se zdaj na male pisarne nastala cel resen tim, ki pokriva zelo široko področje, od certificiranj, sledljivosti, javnega naročanja, označevanja in tako naprej, do tudi znanja. Pač ekipa, ki je tudi zelo močna, vse posod prisotna, zdaj so sicer v nekem težkem ideološkem boju z drugo stranjo, drugim bregom, jaz upam, da bojo prišli skupaj sredi reke. Predajam besedo, tema je pa v bistvu, kolikšno vlogo ima znanje, velikokrat smo slišali, pri ne samo na ravni kmetijske dejavnosti, ampak s tema zadnjima dvema referatoma vstopamo v skupinske akcije, vse smo zdaj že veliko o tem govorili, gotovo smo, da je tle bistvo novih zgodbe in inovacij, to bo neko glavno sporočilo tega in ti kar predajam besedo. Okay. Super, najlepša hvala. In res hvala za tole priložnost, da sem se umaknila iz tega političnega bojišča, ki res ni prijetno, v ta strokovni del, in sem se ves čas spraševala, da v bistvu imamo en prepad s tem, kar danes tukaj delamo, pa govorimo in kdo smo in kaj smo, in med tem, kar se dogaja v nekih drugih sobanah. Pa čeprav smo tudi tam prisotni. In ker je Emil je naslovil tako provokativno in tudi nekako nam dal tole funkcijo, da vseeno gremo malo iz svoje cone obdobja, bi jaz takole začela. Prezentacijo bom sproti prilagajala tudi glede na to, kar je bilo že povedano, in mogoče se bom kar na sredini ustavila in naredila zaključek, da ne bom predolga. Vseeno pa bi želela podati sledeče. Znanje pač nas posameznikov, ko tukaj sedimo, narašča, bi rekla, nekako linearno za časom, včasih tudi kakšen eksponencialni skok ima vmes, ker se veliko novega naučimo, in ko poslušamo drug drugega, nam možgani res dajo nove ideje za kreiranje, se pravi, naše znanje in vedenje se krepi. In mislim, da pa lahko rečem, da počasih nam pa kolektivno rapidno pade. Čeprav kot posamezniki res izkazujemo, da smo se veliko naučili. Moram reči, da osebno sem tudi v tem trenutku v enem takem obdobju, ko se mi zdi, da je kolektivno znanje celotne agroživilske srenje se sesulo, ampak to je bolj tisti del, ki meji na politično. Dovolite mi, da še pri tem slajdu povem to, da dejansko, ko sem vas poslušala, ko sem poslušala Damjana, Damjan je enih prvih ljudi, ki sem ga strokovno spoznala na ekskurziji, ne vem, kam smo že šli, v Francijo, in moram reči, da njegov razvoj je občudovanja vreden, in tudi to, kar je predstavil, je bilo izredno strokovno korektno. Zakaj? Zato, ker je povedal realne probleme, od katerih pa vsaj na političnem nivoju, da bi jih rešili, bežimo. Kako te prehode lepo zvezno narediti, da niti kmetje, niti dopolnilne dejavnosti, niti SP-ji niso v sivi coni, pa je v bistvu še naš izziv do konca, koliko še imamo tega staža, upam, da nam bo dano, da tole oddelamo, da res spremenimo in da gremo tudi pri kmetijah, kmetijskih gospodarstvih, karkoli so že, pri majhnih živilskih podjetjih ali pa dopolnilnih dejavnostih ali pa pri velikih, k nekemu holističnemu pristopu. In to je tudi moj nekako apel pa poziv kolegom, ki prihajajo z Ministrstva za kmetijstvo. To, kar je Damjan recimo predstavil, to je za sistem reševanja ne z enim ukrepom, pa drugim, pa tretjim, pa četrtim, ker ne bomo nikamor prišli, on se bo iz enega problema samo še v drugega valil, ampak holistični pristop, kako kmetijo opolnomočiti, ne glede na to, kaj bo pač počela in kam bo investirala. Se pravi, to, kar želijo, glede na svoj razvojni plan, jim omogočiti vse to, kar je potrebno. In še eno tezo bi podala, to moram, ker me žuli zadnje čase, v bistvu z vsemi izjemami, v bistvu mi povečujemo te birokratske postopke pa administrativne ovire. Mislim, da imamo preveč izjem, da politično prevečkrat gledamo skozi prste, kaj bomo spustili nekje skozi,
v končni fazi pa celotnemu sistemu delamo škodo. In to je tudi ena od mojih osebnih angažiranj v naslednjem obdobju, res, se pravi, v tem kompleksnem sistemu, kot smo, moramo zagotoviti ljudem, da lahko normalno delajo, da delajo po pravilih in da prispevajo tako ali drugače v ta sistem, tudi finančno, ali pa da so tega ne oproščeni, ampak da se ve, da temu ni tako. Zdaj, preden preskočim naslednji slajd, bi povedala še sledeče. Včeraj sem doživela bom rekla, tale škok v kolektivni čustveni inteligenci, ko se je nekdo od visokih politikov vprašal, zakaj sploh rabimo živilska podjetja. V bistvu sem ostala brez odgovora in še danes ga ne najdem, zakaj je to vprašanje sploh bilo, in lahko si predstavljam samo zaradi pomanjkanja znanja ali pa teh izkušenj, ki jih mi imamo tukaj. Dejansko sobivanje vseh je izredno pomembno. Nenazadnje tu moram reči, da ne glede na to, ali imamo veliko podjetje, bodisi živilsko, bodisi kmetijsko ali pa kmetije, mislim, da smo tako soodvisni drug od drugega, se pravi, živilska industrija ni brez organizirane kmetijske pridelave. Kdorkoli že organizira, a je to zadruga, a je to samo podjetje ali kmetijsko podjetje, in zato je ta sistem dobro poznati. Moram reči, da včasih naletim na izredno pomembne ljudi, ki ne znajo niti 10 kmetijskih podjetij, ne po velikosti, teh še jaz ne znam našteti, ampak kaj pomenijo v tem sistemu, ne? In ta prehod, mogoče bo, glede na to, ko bomo res s holističnim pristopom stopili tudi k zakonodaji, bo mogoče teh podjetij tudi več. Spravi, v kmetijskem segmentu imamo 294 podjetij, 2000 zaposlenih, tam približno dodana vrednost 74 milijonov. Dodana vrednost na zaposlenega niti ni tako majhna, 38 tisoč, in to je pač tisti segment, iz katerega se črpa razvoj tudi teh podjetij. Če pogledamo samo po številu zaposlenih, samo toliko, da vam ostanejo v spominu, Panvita, tudi kot celoten sistem tukaj, glede na registracijo, je to Panvita Agromerkur, ne samo sama, ima tudi potem naprej kooperante, potem so vinarji, Puklavec Family Wines, Eurosat, Radgonske gorice, Panvita kot osnovna družba, Kobilarna Lipica po novem spada med tale SKD A01, potem Paradajz, Meja Šentjur in pa Mirosan. Pa seveda še razvrstitev po drugih parametrih, to si pa boste lahko pogledali v nadaljevanju. In vsi skupaj tvorimo mrežo znanja, idej, kreativnosti in seveda tudi poslovnih priložnosti, kajti zaradi tega živimo eni in drugi, se pravi, tako kmetijska podjetja, nadaljevanje seveda tudi živilska in pa sistem, ki ga oni tvorijo, bodisi z zadrugami ali pa z kmetijskimi, mislim, za kmeti. Mogoče še o tem, živilska podjetja, dejansko 70% kmetijske primarne pridelave v Evropi se odkupi s strani živilskih podjetij, tako da ta navezava je izredno pomembna. Mogoče gre stran od tega, kar je Luka na začetku razlagal, se pravi, to, kar se doma pridela, doma tudi predelati in prodati. Mislim, da ne bom daleč od resnice, če si predstavljamo, da to res deluje, kadar imaš še turizem ali pa neko tako trgovino, kot jo opisuje Damjan. Drugače pa se mi zdi, da vseeno preživetje slovenskega kmetijstva in pa tudi kmetov bo v tem, da bodo konkurenčni, da bodo znali prodati svojo surovino, ki bo kakovostna v dovolj velikih količinah in tako naprej. In težko si predstavljam, v to, kar tiščimo včasih ljudi, da so multipraktiki, da v bistvu znajo zjutraj obdelati živinoredski del, čez dan poljedelski del, še vmes leteti v gozd, zvečer pa štrikati, kvačkati ali pa lesene izdelke delati. Tako da
specializacija je pomembna in zato je potrebno znanje. Mislim, da kmetijski sektor izkazuje, da mora imeti veliko znanja in ga tudi ima. In potem včasih se v določeni fazi v verigi zadeve zbanalizirajo. Če se na hitro samo posvetim glavnim številkam okrog izkaznice živilskih podjetij, 745 jih je od tukaj, da si boste lažje predstavljali, 30 velikih, 30 srednjih, ostalo pa vse malo. Malo in mikro, tako da v bistvu včasih že tisti one-man bandi ne vemo, kaj so, ali so obrtniki, ali so celo, včasih ima kakšna kmetija lahko več zaposlenih kot pa majhno ali pa mikroživilsko podjetje. Govorimo okrog 15.000 zaposlenih, dodana vrednost sektorja je 604 milijone evrov, dodana vrednost na zaposlenega 41.000. Vemo, da kateri sektori so pod tem, se pravi predvsem mesno-predelovalni sektor, nekateri drugi bolj procesirani proizvodi seveda predstavljajo več. Medtem ko pa ni skrivnost, da na ravni celotne gospodarske zbornice, kjer je 43 oziroma 23 panog zastopanih, pa govorimo o cilju 60.000 evrov. Tako da ne vem, živilci bomo morali kar v roke pljuniti, če bomo hoteli tole doseči in če je sploh možno v teh časih. Čisti prihodki od prodaje 2,3 milijarde. Včasih se mi zdi, čeprav so to tudi pri nas, okno v svet ali pa rešitev, da nisi ujet med trgovci, slovenskimi trgovci, je velik delež izvoza. Povprečju imajo evropske živilske industrije nacionalne okrog 20, mi dosegamo 30%. In tukaj se mi res včasih zdi, tako kot tudi marsikdo reče, da dobri izdelki grejo ven, pri nas pa se uvaža. Se pravi, tale neuravnoteženost, jaz mislim, skupen izziv vseh in da tudi tisto, kar se uvaža od drugod, znamo doma pridelati. Zdaj še samo za spomin malo, katera so največja živilska podjetja. Po številu zaposlenih, Perutnina Ptuj, Žito, Ljubljanske mlekarne, Pivovarna Laško Union, Mlinotest, Atlantik Droga, Kolinska, Pivka, Inkom, Celjske mesnine pa Pekarna Pečjak. Zdaj moram reči, bomo reči, na tega skočila, dejansko, če je moj izziv danes znanje, mislim, da ga skupaj institucionalno združujemo kar precej, tako na ravni teh, ki zastopamo deležnike, od Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zadružne zveze in seveda naših univerz, biotehniške, seveda celotne oziroma Univerze v Ljubljani, potem Univerza Maribor, pa na Primorskem in seveda inštituti. Mislim, da tudi to, da se Inštitut Jožef Stefan ukvarja z hrano, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, seveda vsak iz svojega aspekta je izredno pomembno. Se pravi, taki inštituti, ki seveda tradicionalno niso v agroživilskem sistemu, čedalje bolj prihajajo na ta področja. Kmetijski inštitut seveda tukaj pričakujemo, da je naš in da nas podpira z krepitvijo znanja in seveda neke nove institucije, imajo že kar, bom rekla, bogato tradicijo, torej niso zdaj to zvezde, ki so priletele včeraj, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Inštitut za nutricionistiko, potem Primorsko znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za hmeljarstvo, en od redkih na svetu, pravzaprav, mislim, da jih je manj kot 10 inštitutov za hmeljarstvo in pivovarstvo, in pa recimo takšen, kot se tudi precej navezuje na to, kar počnete, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje. Ta network je seveda pisan in včasih se res vidi, da nas je premalo v Sloveniji, na določenih sestankih se pojavljamo eni in isti, kajti težko je dejansko res imeti tako velike ekipe, diversificirane ekipe, jih tudi vzdrževati, se pravi, ne samo, večinoma to ni denarja, ki prihaja drugod, ampak ga moraš sam zaslužiti, tudi na trgu smo pravzaprav vse institucije, tako da je kar pisana druščina vsega in tudi znanja. Tudi danes tole, kar gledamo,
ljudje, ki smo tukaj, se pogosto srečamo tako na tej strokovni ravni, kot tudi na politični, se pravi takrat, ko z svojim znanjem skušamo vplivati na politiko, če se seveda to sploh da. Izzivi samega strateško-razvojnega inovacijskega partnerstva, v nadaljevanju imam potem primere, skozi katere lahko se čisto hitro sprehodim v bistvu in vam zbudim zanimanje. Če bo to vzbojeno, seveda se boste oglasili pri nas, koga kaj vprašali, če ne pa seveda tudi na ta način lahko pustim neko zgodovinsko dokumentirano aktivnost, ki se odvija pri nas. Zdaj, tale digitalna transformacija agroživilskega sektorja, tako kmetijskega in živilskega, včasih naši podjetniki dostikrat rečejo, glejte, mi to dobimo z mašino, aparatom, strojem, ki ga kupimo. Se pravi, neko novo tehnologijo in tukaj smo pogosto sledilci. In to, kar delamo ali pa skušamo delati, so res neke take posamezne super zgodbe, ki pa se pravi, prinašajo neko dodano vrednost v sistem, ampak mi moramo cel sistem dvigniti na en višji nivo. Iz tega seveda izhajajo tudi izboljšanje kompetenc v agroživilski industriji. Mislim, da se tukaj kar fejst matramo. Ne vem, zakaj smo zastali pravzaprav ravno kmetici in živilci. V marsikateri firmi nimajo niti kadrovskega oddelka. To imajo res največje firme, drugače pa se s tem ukvarja pretežno računovodstvo, pa nekje celo kakšna poslovna sekretarka, tudi kakšen direktor je rekel, to pa jaz naredim sproti. Se pravi, kako izboljšati kompetence v industriji ali pa v sistemu, je tudi za nas velik izziv. Čeprav smo veliki, nam tudi tukaj dostikrat primanjkuje instrumentov znotraj firme, da bi se razvijali naprej. Tudi kakšni razvojni oddelki so bili ukinjeni, ki so se kar pretransformirali v proizvodne. Pridobivanje kadrov, mislim, da tukaj smo kar na enem bojnem polju, kdo bo dobil kakšne kadre in kot panoga moramo postati bolj zanimivi tudi za mlade. Jaz mislim, da toliko nekega multidisciplinarnega znanja, kot ga ponuja kmetijstvo in živilstvo, jaz mislim, da ga ni v neki drugi panogi, koliko moraš biti v bistvu intuitiven, sodelovalen in povezovalen in še ne vem kaj. Mislim, da je marsikje temu ni tako. In na to bi morali biti pravzaprav ponosni, tako v kmetijstvo kot živilstvo in nekako z skupnimi močmi, tako na eni strani deležniki, na drugi strani seveda pa fakultete, srednješolski centri, nekako drugače zastaviti tole promocijo in kmetijskega poklica ali pa poklicov, ki izhajajo iz kmetijstva ali pa živilstva. Sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami, jaz mislim, da smo tukaj, če se malo navežem, če sem tudi provokativna, se bo kmalu pokazalo tudi v Nacionalnem inštitutu za hrano. Nekako bitka je odprta, ampak ne gre za to, kje je lociran regionalno ali pa tudi, temveč za to, kaj si kdo predstavlja tudi pod tem nacionalnim inštitutom. Z vsemi, ki sem govorila, je čisto svojo sliko naslikal, ki se tudi razlikuje od moje. Dejstvo je, da pa celotno agroživilski sistem in predvsem živilsko-predelovalni, in tukaj od najmanjšega do največjega, potrebuje podporne mehanizme za razvoj novih izdelkov. Lahko proizvajamo ne vem kaj, in če potrošnik tega ne bo kupil, pač smo tam. Potrošnika treba spoznavati, ga preizkušati in se skupaj z njim razvijati. To se lahko sliši kot kliše, ampak dejstvo je res tako. Tudi kakšne naše eminentne firme so dali kakšen izdelek na trg, pa ga umaknile, ker enostavno kljub promociji ni šel. Potrošnik ni bil pripravljen, da ga vzame. Zdaj, prepoznavnost pač toliko, kot smo glasni, pa delamo, toliko smo tudi potem prepoznavni. Prisotnost, uspešnosti agroživilskih podjetij na tujih trgih, kot way out, sem že prej rekla, dejansko pa treba tudi pogledati, kaj uvažamo in to skušati nekako nadomestiti, če ne bomo našo bilanco trgovinske menjave gledali ves čas tam nekje v spode v rdečem. Tako da to.
In pa vertikalna povezava sektorjev, dostikrat, jaz vidim vse nas kot nekako akterje, ki sodelujemo. Seveda vemo, da to ni zgolj neko deklarativno, ampak je poslovno sodelovanje, od katerega morajo imeti vsi koristi. Tisti, ki so vpeti na sredino, imajo včasih največ težav in to je zagotovo v tem trenutku živilska industrija, na eni strani trgovci, na drugi strani dobavna veriga, ki pričakuje več, upravičeno več, ne. Tako da tukaj imamo kar tako eno tako izziv, kako verigo podpreti tudi finančno, ne samo, bom rekla, deklarativno. Strateško in pa učinkovito upravljanje skrbnih verig, ja, tukaj pa bi se ustavila in s tem mogoče potem tudi zaključila. Mislim, da nam pa tukaj manjka veliko znanja, poguma in bom rekla tudi tega, da konkretno povemo, kaj se splača, kaj se ne splača in kaj bomo delali, ne. Solato kar tako posaditi in pol pa biti v vseh cajtnegah, ker jo treba zmulčati, seveda to srce boli, če se nekaj takega dogaja, je težko, ampak imeti pa navezavo bodisi za svojo zadrugo ali pa z nekim povezovalcem, organizatorjem odkupa, bi bilo verjetno bolj smiselno in seveda le-ta mora imeti pogodbo naprej. Tako da upravljanje oskrbnih verig se pri nas, tega se lotevamo sporadično, kot celotno agroživilski sektor. Pogodbe so nam, bom rekla, ne španska vas, ampak nekaj ne bodi ga treba v velikih primerih. In tukaj ne dajem potuhe ne eni, ne drugi strani. Vsi jo morajo spoštovati. Če pogodba obstaja, jo morajo spoštovati tako na eni strani živilska podjetja, na drugi strani pa seveda tudi kmetje. Ne glede na to, ali imajo za podjetjem ali pa za svojo zadrugo. Zdaj pa, kar se pa tiče te učinkovitejše kmetijske predelave, proizvodnje živil, tukaj bi lahko imeli kar kakšen kongres na to temo in pa opozorila bi še samo na eno zadevo, vzpostavitev nacionalnega stičišča za senzorične raziskave živil. To se predvsem navezuje na to, ker sem večkrat omenila potrošnika, tudi vi ste ga, dejansko na eni strani se zdaj dela popis vseh, ki karkoli znajo ali pa vejo o senzoriki, ki delujejo v raziskovalnem delu živil z tega področja in seveda sledili bodo tudi določeni programi izobraževanja, na drugi strani pa seveda pogled na to z vidika živila, na drugi strani pa z vidika potrošnika. Tako da jaz mislim, da bo ta prezentacija tudi dostopna vsem, v nadaljevanju so samo primeri, kaj se počne, kje se počne in če se vidite v teh zgodbah, bodo kolegice pri nas na zbornici vesele, da jih boste kontaktirali, pa se z njimi tudi kaj o tem pomenili. Tako da, to sem omenila, to je sama sestava SRIP-a, verige, ki so šle naprej in se sestajajo, recimo, samo tukaj primerček, lekarska ima naslednji teden sestanek, ker se rešuje problematika sirotke, o tem se veliko govori in potem pa seveda v praksi pa treba ljudem tudi nekaj dati konkretnega, tako da se sestajajo z različnimi strokovnjaki na tem področju, kaj za slovensko sirotko narediti. Iščemo vse projekte, ki so bili že narejeni, tako da nočemo odkrivati tople vode, ampak dejansko pogledati, kaj je raziskovalna sfera že naredila. Tako mesna, tukaj mislim, da smo v tem disruptivnem sistemu padli na minus, ne samo na nulo, tako da bomo videli, kaj bo. Smo zelo inovativni, ne, od letečih prašičev, pa ne vem kakšnih še. Zadeva je razburkana, žitna, ta zelo negativne kritike ves čas doživlja, ampak dejansko je pa izredno delujoča veriga, pa tako naprej. Potem so pa primeri različnih zadev, boste preleteli, naši projekti, ki pospešujejo pač znanje in inovativnost, tudi v sodelovanju z univerzami, tako da tvorimo en ekosistem, katerega pač krepimo z znanjem. Hvala lepa.
refleksija. Ja, malo sem se mogla dati duškan, Ja, glede na to, da je bilo že veliko povedanega. smo razumeli. Hvala lepa, Tatjana. Okay.